Radio SI Main Stage. Ja, tako je čas je ponovno za Radio SI Main Stage. Zdaj smo slišali tiste, ki smo jih že gostili, zdaj pa imamo pred seboj tiste, ki jih bomo, ampak preden pozdravimo Filipa in ekipo, Helena je malce izbrskala, da če ne drugega osvežimo spomin, ali pa jih malce spoznamo. Ne? Tako je. Prvi zametki skupine so nastali v glasbeni učilnici gimnazije Celje Center. Ema Fresh jim je tlakovala pot do zmage na Emi in neobremenjeno pot vse do evrovizijskega odra v našo neposredno bližino v Torino. No, danes jih bomo spoznali tudi na našem odru. No, zmaga na Emi, kot so že večkrat povedali, je bil trenutek ekstremne sreče in euforije, ki se je seveda tudi pokazala v njihovih solznih reakcijah. To bo zagotovo eden izmed njihovih najlepših spominov. No, po Evroviziji delujejo naprej na polno, veliko nastopajo, pišejo tudi nove pesmi. No, če so mladci in dekle na začetku preigravali priredbe, bolj tipa nekomercialne, zdaj težijo predvsem k avtorski muziki s primesmi funka, soula, popa in še česa. No, LBS so v zadnjem času uspešno nastopili na večjih festivalih in tudi tekmovanjih. Za konec pa lahko rečemo samo še tole: LBS aka Last Pizza Slice oziroma po naše zadnji kos pice. Dobrodošli tudi na našem Radio SI Main Stageu. Najlepša hvala, hvala lepa za povabilo. Ja, Filip, lep pozdrav. Dober dan, dobro jutro. Ja, všeč mi je, ko je že Helena naštela fantje in dekle v bendu, ampak to ni samo zato, ker je zdaj pač standard, da je potrebno vključevati vse, pa še morda kakšnega priseljenca, ampak vi ste dejansko se kot ekipa torej spoznali, kot je dejala Helena, in bend je nastal spontano, vedno je kdo zraven prišel ali kako? Ja, dejansko zelo spontan je bil cel proces. Žiga je imel prvotno idejo, da bi začel bend, in potem so člani prihajali, odhajali, pač tako kot je, ko si star 15-16 let. Nekateri so ful zainteresirani in pol pač ta interes izgine zaradi določenih drugih obveznosti in pač zasedba se je stalno spreminjala. Do te končne zasedbe, kot smo zdaj, smo prišli približno leto pa pol nazaj, poleti, ko najprej se je pridružil Mark, in smo potrebovali v bistvu basista, in je en naš in Zalin skupni prijatelj nas je v bistvu povezal, da je Zala prišla na eno vajo in smo bili navdušeni in njej je bilo cool, tako da smo v bistvu začeli sodelovati in tako naprej. Zdaj, ponavadi, zmeraj je potrebno imeti frontmana ali pa frontmenko. Pri vas je bila ta spontana odločitev na tvoji strani, ste se člani benda strinjali, ker to je na nek način je odgovornost, pa moraš biti malce za to, da si v spredju. Ja, mislim, definitivno kot band delujemo vsi skupaj, bi rekel, da ni poudarek na nobenem posamezniku, ampak ja, pač ljudje pričakujejo neko komunikacijo med nekim, tako rečeno, frontmanom in potem pač med publiko. Tako da meni kot pevcu ponavadi pripade ta obveznost, ampak se navadiš pač v bistvu, tako kot se navadiš nastopa, se navadiš potem postopoma tudi pač te komunikacije s publiko, te neke prezence in ja, načeloma ni noben problem. No, pa dokaj hitro, ste na to pristali v nekem spotlightu, Helena, takrat smo bili tisti, ki to spremljamo tudi po službeni dolžnosti, smo rekli, wow. Bravo, ampak kaj pa bo zdaj, ali bodo ta pressure držali in vse ostalo. Kakšen je bil vaš občutek, kajti po eni strani je bilo malce presenečenje, po drugi strani pa se mi zdi, da z vidika spremljanja posameznikov Eme, oziroma tega dogajanja, je bilo za pričakovati, da bo vaša zmaga na nek način gladka, Ja, mislim, mi je definitivno nismo pričakovali. Mi smo bili že zelo veseli, da smo sploh prišli pač na televizijo, na finalni izbor Eme Fresh. In potem se je tudi videl po naših reakcijah na vsakem naslednjem koraku naprej, je pač bilo še večje presenečenje, še večja euforija in smo bili res zelo veseli, da smo lahko prišli potem v polfinale Eme, v finale Eme. Seveda smo zmagali, pač nismo mogli verjeti, še vedno je pač zelo zanimiv občutek, ko gledaš nazaj. Ampak ja, definitivno smo bili presenečeni, smo bili zelo veseli za vse glasove, za ocene žiri in smo v bistvu hvaležni za to priložnost, ki jo imamo zdaj, da lahko delimo tudi
muziko naprej z ljudmi. Ja, meni se zdi dobra reč, ne, ta, da se je na EMU v zadnjih letih, ne, tudi z dokazom z LPS, začela prijavljati glasba, ki najprej ni bila tipično, ne, ta eurovizijska, emovska neka popevka, ne vem, mostovi takšni, oni tisti, ne, ampak da se je dejansko, da ste se tudi vi odločili, pa ste rekli, no, dajmo probati, ne, se morda bo pa šlo, ne, pa potem so videli tudi za zmago Maneskinov, pa že Lordov pred leti, ne, da je reč je malce nepredvidljiva postala, ne. Ja, definitivno je. Kar se izbora tiče, je termin eurovizijska pesem je zelo, se mi zdi, da ni več primeren, ker pač tako ste rekli, Maneskini so tudi zelo ne eurovizijski nastop imeli, Lordi še posebej. Kakorkoli so, če so pesmi tudi nekomercialne, če se ljudi dotaknejo, če so jim všeč nasplošno, se mi zdi, da definitivno lahko uspejo. In če prepričajo pač državo, ki izbira, potem morda prepričajo tudi Evropo, kot smo videli z Maneskini, naprimer, ne. Ampak ja, mi je všeč, da se lani na EMI je bilo ogromno različnih žanrov, pač tudi Manuš so bili čist pač neka druga zvrst, ogromno različnih stvari je bilo in mi je bilo ful všeč, ker je bilo raznoliko in res nisi vedel, kaj pričakovati. Mi tudi, ko smo razmišljali, pač nismo mogli zbrati enega zmagovalca, ker se nam je zdelo tukaj veliko odličnih pesmi v različnih stilih in smo bili v bistvu res nenormalno veseli, da smo bili zmagovalci na koncu mi, ampak smo zelo veseli, da smo lahko delili oder z vsemi temi izvajalci in smo zelo veseli, ko pride še kakšna nova glasba od njih. Dobro, hvala za enkrat glasbeni premor. Zdaj bomo ravno slišali Joker Out, ki bodo letos nekako mimo nekih tradicionalnih načinov izbora torej zastopali Slovenijo. Tokrat si izbral Ne bi smel. Ta komad prav s posebnim izborom ali pač enega izmed Joker Out? Mislim, razmišljal sem eno njihovo pesem, ampak v zadnjem času mi je ta najbolj pri srcu iz novega albuma, mi res najbolj sede, sicer imajo pač vse pesmi so odlične, ampak ta mi je pa res najboljša. Ok, prisluhnimo. Radio SI, Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Filip je z nami iz zasedbe LPS, od 10:15 koncert, v živo zdaj le se malce pogovarjava. Ti si danes tukaj glas zasedbe, ne? Ampak v zasedbi vas je več, dejal si, da ste nekako enakopravni, ampak odločitve je potrebno sprejeti, ne? Ja, potem vedno roke dvigujete ali kdo povzame pobudo? Pa ja, pri odločitvah smo večinoma pač, mislim, demokratični, večinoma pač glasujemo, zato je ful fajn, da je neparno število članov, da vedno more priti do neke definitivne odločitve. Ampak ja, vedno poskušamo opcije, da je vsem pač prav všeč. Včasih pač do tega ne more priti, ali pač preprosto ni časa, ali pa sem ni opcije, kjer bi se obe strani strinjale, tako da pač probamo demokratično reševati stvari, ampak smo definitivno enakopravni v tem glasovanju. Zdaj, single 8 korakov tudi mi nekako redno vrtimo na dnevni bazi. Vse se usmerja v smeri EP-ja najprej, kasneje albuma. Tako je. Zdaj pač s tem singlom smo hoteli pokazati, kaj smo v tem času dejansko naredili. Smo v bistvu zelo veseli s finalnim produktom. In pač delamo naprej, delamo pač avtorsko glasbo in želimo čim prej izdati album. Tako da prvi korak do tega bo verjetno EP, potem pa še posnetek ostalega albuma skozi koncertno sezono. Filip je izven etra dejal, Helena, da zdaj ne. Večina jih že študira v Ljubljani, Zala je še na gimnaziji, ampak k sreči, ne, je dejal, so se odločili za študij v Ljubljani, ne, kar je seveda tisti naslednji break pri glasbenih zasedbah je, kako ostati, kako imeti bazo potem, ko se takšne spremembe, kot je recimo študij, zgodijo. Ne. Ja. Ta zna biti malo tricky, ne? Ja, kako handlate vse skupaj? Ja, mislim, nič, še vedno se dobivamo v Celju, Zala je tu v šoli, mi pa pač pridemo čez vikende in si potem organiziramo, ne vem, petek, soboto ali nedelja pač vaje in poskušamo v tem pač ostati enkrat na teden vsaj med vaje, ker pač rabimo čas, da naredimo
da naredimo glasbo, da naredimo program za koncerte, seveda, ampak glavni fokus je delanje nove avtorske glasbe, ki pač upamo, da jo čim prej posnamemo in izdamo. Delanje muzike pa ni nadaljavo tako problematično, si pošljete, komunicirate. Ja. Je v bistvu pač, tako se v bistvu vse začne, nekdo ima idejo, potem pošle v skupino ali pa karkoli in si vsi doma preposlušajo, napišejo neke svoje ideje in potem na vaju v bistvu vse te ideje skupaj ovržemo 90% vsega narejenega in naredimo nov komad načeloma na tej inicialni ideji. Zdaj, dejal si, da ste odšli študirati. Je šel kdo v kakšno umetniško glasbeno smer? Ali... Ja, Žiga je na Akademiji za glasbo, na glasbeni pedagogiki. To mu je od nekdaj zelo blizu, je pač vedno nam zelo rad razloži kak del glasbene teorije. In ja, je pač, se mi zdi, da mu ful leži, mu tudi zelo lepo gre na faksu in mislim, da je zelo vesel svojo odločitvijo. Kar se tiče muzike, ne, brez veze se je nekako glasbeno opredeljevati. Ne. Mi smo tudi v samem promu povedali, ne, da plujete med funkom, soulom, rockom, popom. Ne. Že sam komad Disko za tvojo generacijo, bom rekel, se sliši, da niste rasli gor ob zadnjih TikTok hitih, ne, ampak da ste svoj glasbeni opus nekako črpali iz, ne vem, iz plošč, iz CD-jev svojih staršev, iz okolice, odkot je prišla ta podstat, recimo. Ja, definitivno smo vsi iz različnih glasbenih okolij, ampak se mi zdi, da je velik vpliv na to, definitivno pri meni glasbeni okus staršev, pač moja dva poslušata vse živo in imata milijon CD-jev, starejše muzike, novejše muzike, vsega, plošče, kasete, karkoli hočeš in res je ogromno izbire in pol, če imaš 3-4 urne vožnje v avtu, pač ne gre brez glasbe, tako da smo se starejše glasbe vsi pač definitivno preposlušali in nam je v bistvu delovala kot neka skupna točka, ta nek disco, funky stil. In pač smo v bistvu rekli, da gremo probat, zakaj pa ne, in zdaj smo tu. Kar se tiče, ko ustvarjate komade, ne gledate na uro, 3 minute, je že daljši kot 3 minute, ne, ker zdaj so ti standardi, ne, se spomniš, zadnji singli prihajajo, sploh ti TikTok komadi, do 2 minuti dolgi, ne. Ja, mislim, vedno ko vidim, jaz tudi poleg vsega, jaz nasplošno zelo velik žanrov muzike poslušam, in vidim nove komade, ki so 2 minute 15 in pač mi ni jasno, nekdo napiše eno kitico in 2 refrena in je to pač pesem, ker se mi zdi, da v tako kratkem času nimaš kaj preveč za povedati. V pesmi se mi zdi, mislim, če ti uspe vse, kar si hotel povedati v tem času, super. Se mi zdi pa, da nikoli nismo glih na uro gledali, to je pa predolgo, gremo skrajšati. Razen če je občutek, da je predolgo, če misliš, da se ti komad vleče. Če pa zdaj rečeš, ok, komad zelo dobro flowa, pa je 5 minut, ga damo ven. To ni problem. Tista ušesa, ne, ki so kritična ušesa so, ne, kot je Filip dejal, najbrž tudi doma in iz okolice, ne. Tudi mi, ne, smo morali včasih, recimo pri naših starših glasbo poslušati, ne, pa je bilo dobro, če včasih bil kakšen alt rock, ki je imel kakšen akustičen del vmes, ne, in ravno ko je nekdo prišel v sobo, si predvajal tisti akustični del, ne. Tako je. To je glasba, ki jo poslušam, popolnoma neproblematična, ne. Tako je, točno. Ja, pri nas je, mislim, definitivno določena glasba, ki jo danes poslušamo, ni najbolj pri srcu našim staršem, ampak pač generacije se spreminjajo, glasbeni okusi tudi. Se mi pa zdi, da nasplošno je, kaj poslušamo, pač ni problem, ker nas v bistvu vodi v skupek nekih ustvarjalnih odločitev, ki jih potem pač v svojih komadih tudi uporabimo z čim več različnih inspiracij, ki jih dobimo od različnih žanrov, jih potem lahko na različne načine uporabiš tudi v svoji glasbi in je v bistvu zelo fajn čim več različne glasbe poslušati, da pa tudi, če ne delaš točno takega žanra glasbe, da jih lahko inkorporiraš potem v svoji glasbi. Ja, in glasba je bila, ne, če se spomniš Helena ali pa tudi Filip, bo se najbrž strinjal, zmeraj, ne, nek... Pa ne zdaj reči pred 20 leti, ker pač nek oder, neka kontra, ne, okolju, ne, spravi neko uporništvo, ne, neko sporočilo. Ne, kakšno je tisto uporništvo, recimo tvoje generacije v glasbi, ne, kako se izraža? Ne?
Ja, kot družbena kritika ali kot sredinec? Ja, v bistvu odvisno od žanra spet. Nasplošno se mi zdi, da ja, glasba je odvedno bila neka družbena kritika. Se mi zdi, da že od dnevov grunge, ko so pač začeli z vsem tem, še posebej potem Nirvana in karkoli so delali, pač res je neka družbena kritika, ki se v današnji generaciji večinoma odraža v rap glasbi, hip-hop in podobnih žanrih, ali pa tudi kakšni Balkan žanri, ki se pač danes novejši ustvarjajo. Pač je glasba, ki zveni privlačna ljudem, zato ker govori o stvarih, ki jih ljudje ne delajo v vsakdanjem življenju. In včasih glasba zelo rezonira s tabo, če se lahko poistovetiš z njo, včasih je pa ravno obratno, da ti je najbolj pri srcu nekaj, kar nekdo dela, kar pač ti ne delaš ali pa misliš, da nikoli ne boš mogel, in je v bistvu pač ne bi rekel, da je neka uporniška, vsaj ne več danes, da je nek uporniški odnos, ampak definitivno neka razlika v vsakdanjem življenju in pa potem, kaj poslušaš v glasbi. Ja, da smo morda našli neke upornike z razlogom. Da smo spet malce pri glasbi. Coldplay in Yellow si izbral kot naslednje, ne? To je zdaj že takšnih Coldplayov že nekaj let nismo slišali, ne, Helena? Ja. Tako kot so bili na začetku, ne? Zdaj je to nekaj čisto drugega. Ja, danes je res, ne. Verjetno tudi vi mladci malce gledate sploh takim zvezdam, kot so Coldplay, ne. Kako se pa njihova muzika spreminja, ker si jih ravno omenil. Gredo malce po vetru, razna sodelovanja s mogoče še večjimi zvezdami, ali kakšna je odločitev recimo takšnih zvezdnikov, kot so Coldplay? Zakaj recimo sodelovati z BTS in tako naprej, ne? Ja, mislim, vidi se po nasplošno predvajanjih, da jim glasba tudi še vedno danes uspeva, čeprav imajo že tako dolgo kariero. In se mi zdi, da vsi bendi, nasplošno izvajalci, ki imajo nek določen stil na začetku, da se ne ravno, da se morajo spremeniti, ampak da se večinoma spreminjajo, zato ker ko že tako dolgo časa delaš eno stvar, je zelo težko biti inovativen in kreativen v tej eni stvari, v tem enem žanru. Se mi zdi, da Coldplay pač so začeli kot tak rock, pop, indie skupina, ki je pač, meni je ta žanr zelo, zelo pri srcu, zato sem tudi zbral to pesem, je pač po mojem njihova najljubša. In skozi čas se spreminja tudi njihova glasba, pač vidimo tudi v zadnjih 2 albumih se je kompletno obrnil cel njihov repertoar, ampak najdejo neke stvari, da je glasba mladim ali pa nasplošno ljudem še vedno pri srcu, kar se pa potem odraža tudi sodelovanjem z drugimi, tako ste rekli, BTS ali pa različnimi izvajalci, ki so danes bolj popularni. Dobro, ampak zdaj gremo v stran od popularnosti, gremo nazaj v začetke Coldplayu in Yellow. Filip pa gre malce pogledati spet na oder, ne? Pa se čez pa ure spet slišimo. Tako je. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Filip je še zmeraj z nami, zasedba LPS. Tonska končana? Ali, tako je, ja. Recimo, no? Zdaj smo ravno končali s tonsko, sound je super, tako da smo zelo zadovoljni. Pripravili ste seveda svoje komade, pa tudi kakšno priredbo tokrat? Ja, eno priredbo smo danes pripravili. Je Kill Be Girl od Backseat Lovers, je ena od priredb, ki jo zelo radi igramo. Se mi zdi, da energetsko krepaše v ta današnji program, ko smo ga pripravili, tako da smo rekli, da gremo zaigrati. Koliko časa ste recimo potrebovali, da ste ta program za danes recimo zuskladili, zvadili, ne? Nabor, vrstni red komadov je tako, kot je včasih bil na albumih, skrbno izbran, ali ste pač rekli, igrali bomo tega, pa pač kak bo? Ja, mislim, vrstni red smo približno šli pač po feelingu komadov, vsej pač konec koncev se en komad konča, gre v drugega, ni neke više filozofije, je pa pač približno po feelingu, kako se nam zdi, da bi si moralo slediti.
da se malo energije razdeli na različne dele programa. Rabili smo pa, ne vem, eno vajo, dve, mislim, tukaj vrstni red si itak pač napišemo, vsak doma zvadi in potem pač na vaju vse skupaj damo in pol potrdimo vrstni red in to je to. No, zdaj, če potegnemo nekako, Eurovizija je bila zelo vizualna, ne? Glasba je danes zelo vizualna, ker tudi deli se preko pretočnih vsebin, pa preko socialnih omrežij. Kako ste spoprijateljeni z videospoti in temi rečmi? Kar, mislim, zdaj smo glih za 8 korakov smo posneli spot, tako da smo se malo spoznali tudi s tem svetom, ker pač za disko smo imeli v bistvu animiran strip kot videospot, tako da takrat nismo imeli kaj preveč snemanja. Zdaj smo se pa spoznali s tem, kaj gre v izbiro lokacije, v izbiro oblačil, v pač snemanje različne kadre in montažo vsega tega, tako da se počasi spoznavamo tudi s tem svetom. Ja. Ne? Nam Radice mi je ta video svet, Helena, z leti prirasel k srci, ker nam je morda moral, ne? Ja, predvsem to, ja, moral nam je, ja, je pač treba sprejeti nekatere stvari, ne. Ja, povej mi, nekaj vprašanj si pripravila za Filipa. Ja, za Filipa in za ostale člane oziroma članico, ne, pa verjetno boš takole skupni imenovalec za vse, ne. Bom probal biti. Najlepši spomin na Torino? Po moje evrovizijski nastop je bil pač neka zelo velika prelomnica za nas, je bil rezultat dela 3-4 mesecev in smo v bistvu bili zelo zadovoljni z izdelkom in smo bili pač, to je, meni osebno je to najlepši spomin tam. Imate člani benda kak poseben ritual pred koncertom oziroma nastopom? Ponavadi imamo en skupen objem, pred koncertom gremo pač tako malo vizualno čez program, na kaj je treba paziti, kakšne opombe in pa potem se sam povežemo in gremo na oder, naredimo to, kar smo zvadili in to je to. Ste povsem v duhu svoje generacije, torej čisto digitalni ali more biti malce bolj tudi analogni v smislu naredite kakšne print fotografije vaših dogodkov, koncertov, druženj? Ja, v bistvu imamo take kartice, ki so v bistvu slike nas iz Torina, tako malo iz odebeljenega papirja, na katere se podpišemo in damo oboževalcem, če pač nas prosijo. Kar se tega tiče, smo sicer isto kot vi, moramo biti digitalni, kar se tega tiče, ne, pač socialna omrežja in to mora iti naprej. Ampak ja, tudi analogno ni slabo včasih. Se člani benda družite tudi privat? Ja, definitivno smo prvo prijatelji in potem band in se pač poskušamo tega tudi držati, da uspodbujamo ta nek prijateljski odnos tudi izven bendovskih aktivnosti. Recimo najljubši oder v Sloveniji, ki ste ga že osvojili in takšni, ki bi ga želeli? Ja, mislim, da je glavni odgovor tu, katerega bi želeli, so Stožice, je največji oder v Sloveniji. Najljubši oder, ki smo ga pa že v Sloveniji osvojili, meni je bilo ful lepo tule v Mariboru na glavnem trgu, je to velik oder, meni je bilo super, ko smo tam nastopili. Drugač pa tudi Krekov trg v Celju, zelo lepo mesto za nastop. Se mi zdi, da kadarkoli imamo malo več placa in pa več prostora za ljudi spredaj, se mi zdi, da je vedno kar paše. Kdo v bendu je tako imenovan roadie, zadolžen, da nosi vso opremo? Imamo poleg benda kako osebo ali dve, smo zelo veseli za njihovo pomoč in sicer pač tudi sami nesemo stvari, seveda, pač, če včasih ni prostora za tako imenovane roadie, je seveda treba pač znositi in postaviti stvari tudi sam, ampak smo veseli, da imamo par ljudi, ki nam pri tem pomagajo. No, zdaj pa čisto, Filip, knjiga, ki si jo nazadnje prebral in bi dal priporočilo našim poslušalkam in poslušalcem? John Green, Turtles All the Way Down je bila zadnja knjiga, ki sem jo prebral, sicer malo predolg nazaj. Da sem jo prebral, ne da bi jo moral za šolo prebrati, dajmo tako reči, da sem jo prebral po izbiri, ampak nasplošno kjerkoli knjiga John Greena meni so res super in je moj najljubši pisatelj.
No, ponavadi rečemo sogovorniku ali sogovornici, spomni se leta nazaj, kaj bi si svetoval kot najstniku. Ne? Tebi bomo sedaj težko dali to vprašanje. Ne? Bomo pa rekli, kaj bi si želel zase in za člane benda danes plus 15-20 let? Želel bi, da ne glede na to, kako se stvar odvija, da ostanemo prijatelji, da ostanemo skupaj. Tudi če koga pač karijera kam drugam zanese, čeprav pač vsi zelo uživamo v tem in smo zelo veseli, da imamo priložnost delovati na takem nivoju. Definitivno si želim, da ostanemo prijatelji, da ostanemo skupaj v tem smislu in da vidimo, kaj prihodnost ima za nas. Tako, hvala lepa, Filip. Hvala vam. Ja, da potem ne bo vprašanje, kdo bo pojedel tisti zadnji kos pice, ne? Ja, to je pa fraza, ki smo jo slišali že ogromnokrat in je verjetno še bomo. Odgovor je najbrž pripravljen, ne? Ja, mislim, čisto odvisno od dneva, kdo je najbolj lačen, je v bistvu odgovor, ampak ponavadi si tako vsak svojo pico vzame, če si vzamemo pico. Tako da, če je kak zadnji kos, ponavadi tudi ostane. Ampak mislil sem sicer bolj metaforično, glede na to, kako se bo bend končal, ampak treba je seveda gledati naprej. Danes je, poleg tega, ko smo se pogovarjali o družabnih omrežjih, pa vsem, pomembno je že samo ime, zato ker pač ljudje, ne, preden gremo na spletno stran, odpremo iskalnik in opišemo. Ne. Zdaj, če opišeš LPS, načeloma ste kar med prvimi nekaj zadetki. Ne. Zdaj, če se da nekdo ime Friends, bo bolj težko, recimo, kot član zasedbe. Ne. Tako da vi seveda niste razmišljali, ko ste si to ime oziroma kratico zadali na to, ampak pri določenih stvarih je pa potrebno razmišljati, ne, tudi naprej. Ja, definitivno je ta naziv ti definitivno pomaga, ker se tega tiče, da te v bistvu ljudje najdejo, da je nekaj specifičnega. Tako ste rekli, če bi bilo ime Friends, težko prideš čez serijo ali pa kaj podobnega. Tako da, ja, definitivno je to zelo pomembno. Sicer mi o tem nismo razmišljali 5 let nazaj, ko smo si to ime dali, ampak ja, očitno uspeva. Mislim, definitivno pomaga to, da smo bili na Euroviziji in da pač nas ljudje iščejo kot band in ja, dejansko se je kar izšlo, kar se tega imenovanja tiče. In dobro, da ste zdaj nadaljevali tudi s singlom 8 korakov in tako naprej. Da malce z glasbo prekinemo. Prej si izbral Joker Out, zdaj nekako tudi Murphy, ne? Dobro je, da se zgledujemo po svojih glasbenih kolegih, da ne rečem vzornikih, da se podpiramo. Tudi oni so si recimo vzajemno zaželeli en drugega za poslušanje. Murphy in Umrl zate. Murphy z prve plošče malce drugače kot Murphy z druge plošče. Ja, če definitivno. Potegneš črto, recimo malce pogledaš. Kot kompleten projekt mi je definitivno drugi album bolj všeč. Se mi zdi, da je več pesmi, ki so mi nekako zelo, zelo pri srcu, ampak najljubša pesem na splošno od njih mi je pa Umrl zate. Ne vem, nekako mi najbolj rezonira z mano in je v bistvu pač isto drugega albuma bi lahko izbral milijon komadov, kot so Tobogan, Prijatočki in podobni, ki so pač zelo dobri, Angeli tudi so mi zelo všeč, ampak Umrl zate je nekako, ne vem, eden od prvih, ki sem jih slišal njihovih in je nekako pač ostal z mano. No, pa tudi dokaj raznolikne malce akustike, dosti je teh nekih prehodov, ne. Ja. Dobro, Murphy in Umrl zate. Radio SI Main Stage. Tako, Filip, zasedba LPS je torej pripravljena, čez pol ure gre za res. Publike ni, ne? Kamera je, ampak publika je na drugi strani. Za pevca, za frontmana, za band, kakšen je ta feeling, ko gledaš v kamero in pa ni publike, ne? Na Euroviziji je tudi bila, ne? Definitivno je drugače, ne? Pač ta neka energija, ta nek instant response, ki ga dobiš od publike, definitivno manjka, ampak se mi zdi, da smo kot band v bistvu kar odrasli na nek način v takih situacijah, ker smo, tudi ko smo začeli se v bistvu z avtorsko glasbo ukvarjati na Špilligi, je bilo v bistvu tudi pač sredi tega koronskega obdobja v prvih 2 nastopih isto so bile sam kamere, ni bilo ljudi in potem tudi pač na EMI Fresh, na EMI se navadiš v bistvu komunicirati s kamero, kakor bi komuniciral s publiko, vsaj kar se pogledov tiče, seveda. Pač definitivno manjka ta nek odziv publike, vsaj pač ta
aplauz ali pa karkoli, če se še kdaj pogovarjaš s kom, je še toliko boljš. Ampak ja, se mi zdi, da smo kar navajeni na take situacije in da pač spodaj je super vibe in smo v bistvu zelo veseli, da smo lahko del tega main stagea. Hvala lepa za obisk. Že nestrpno pričakujemo, ne? Absolutno. No, ob tem pa še ena informacija. Prebrala sem, da ste nominirani za Najceljana 2022. Res je. Glasovanje je v teku, ne? Res je, ja. Glasovanje mislim, da poteka do 20. februarja. Ja, mislim, to je res, res smo zelo hvaležni za to nominacijo, smo zelo veseli, da so nas ljudje določili med, mislim, da je 10 nominiranih in smo že zelo zadovoljni, že zdajle, pač ni tukaj zmaga, pač bi bila samo še pikica na i, ampak smo res smo zelo veseli, da smo nominirani, smo v bistvu pokaže, da je naše mesto, vsaj odkot sem jaz in še nekateri ostali iz benda, da pač je prepoznalo to, kar smo naredili in nas je vedno podpiralo in smo v bistvu res zelo hvaležni. Ja, držimo pesti, ne? Ja, no, Najlepša hvala. Glede na to, da imate v Celju zdaj novega župana, ne? Res je. Mlajše generacije. Sploh ne dvomim, da tudi ne bi postali zmagovalci tudi tukaj, ne? Ja, mislim, bomo čist videli, imamo ogromno dobrih ljudi nominiranih, ampak je res, Celje ima novega župana po 24 letih in pač bomo videli, kako grejo stvari naprej, ampak se mi zdi, da je več kot primeren za to službo. Ja, mi pa smo tukaj zaradi main stagea, kot si dejal, in ob 10:15 v živo. Hvala lepa za obisk in dober špil. Najlepša hvala za vse. Radio SI Main Stage.